Največji poslovni dogodek slovenskega turizma, Slovenska turistična borza ali v tujini poznana kot Slovenian Incoming Workshop, se je letos odvijala v Kranjski Gori. Turistična borza za kraj zagotovo pomeni večjo možnost pridobivanja tujih gostov, predvsem tujih gostov, pa tudi spoznavanje s konkurenco iz ostalih krajev iz Slovenije. Tudi sami se trudimo, da bi Kranjska Gora kot gostiteljica tega dogodka ostala vsem gostom v najlepšem spominu. Nazadnje gre za naše poslovne partnerje in to je seveda enkratna priložnost tudi za poslovne partnerje, predvsem tiste, ki prihajajo iz tujine, da tudi v živo občutijo in doživijo tisto, kar Kranjska Gora in okolica ponujajo. Borza je letos potekala že 15. zapored, v osrčju Julicev pa so letos gostili 137 predstavnikov 101 tujega podjetja. Gre za dogodek in prostor, kjer se srečata ponudba in povpraševanje. Na enem mestu se je 120 slovenskih podjetij oziroma organizacij predstavilo približno 100 tujim organizatorjem potovanj iz 26 držav. Gre za intenzivne sestanke med kupci in ponudniki, sklepajo se posli, navezujejo se novi stiki, negujejo obstoječi. Gre za izjemno učinkovito promocijsko oziroma trženjsko orodje, kajti organizatorji potovanj iz tujine imajo priložnost, da Slovenijo dobro spoznajo, doživijo, da se seznanijo s ponudbo in tako jo lažje vključijo v svoje informacijske in promocijske kanale. Borza je priložnost za sklepanje novih poznanstev, poslov in hkrati utrjevanje že obstoječih. Celotna turistična ponudba Slovenije je združena na enem mestu. Obisk vsako leto izjemen, slovenski ponudniki so prisotni ali samostojno ali v okviru destinacij, v okviru produktnih združenj, torej vse oblike so tukaj prisotne, tako da interes za to borzo je zagotovo izjemen. Po izkušnjah lahko rečem, da se na tej borzi vedno sklenejo dobri posli. Obnovijo se znanstva in poslovne veze z obstoječimi partnerji, vedno se pridobi pa tudi nove partnerje. SIV je ena od pripomočkov, ki v turizmu mora biti. Torej, čim več teh dogodkov, toliko bolj spoznavanj. Namreč v turizmu še vedno velja tisto, več jih poznaš, več veljaš. Turizem je pogovor, turizem je skupinsko delo, turizem je izmenjava izkušenj. Za nas je to velikega pomena, da v bistvu pridemo do nekakšne svetovne mreže, kajti Slovenija je majhna, nas je samo 2 milijona in ne glede na to, kam pride, ali nizozemski, ruski, kateri gost že, bo verjetno ostal vsaj nekaj dni tudi pri nas na Dolenjskem, kaj ne? Možnost dobiti nove stike, nove poslovne partnerje, seveda zelo pomemben dogodek, kar se tiče turizma. Ste že danes navezali kakšen nov stik? Smo, seveda smo. Uspešno? Uspešno, seveda. Kar precej povpraševanja v našem koncu, predvsem za športne aktivnosti, bodi si na reki Soči, bodi si v okolici, pohodništvo in tako naprej, je kar bilo zanimanje. Tak dogodek, kot je današnji, je izjemnega pomena v bistvu za Slovenijo kot celoto, za promocijo, pa tudi za konkretno našo regijo, se pravi Kraško. Za nas kot Lipico v bistvu tukaj navežemo zelo dosti nekih novih stikov, v bistvu, s katerimi gradimo neko partnerstvo naprej in v bistvu nam na dolgi rok sigurno prinese kar nekaj gostov. Turizem v Posavju je začel iskati svoje priložnosti, začel razvijati svoje možnosti, tako da smo pravzaprav na začetku razvoja tega. Tukaj zdaj na tej borzi se predstavljata dve občini, in sicer Radeče in pa Sevnica. Nastopamo skupaj, zato ker mislimo, da je smisel naše zgodbe ravno v povezovanju, zato ker Posavje ima toliko različnih produktov, ki skupaj zagotovo lahko pritegnejo goste z vseh koncev sveta. S tem, ko ponudniki oziroma povpraševalci prihajajo v konkreten stik s ponudniki, prihaja do dogovorov, do poslov, tako da rezultati so zagotovo zelo dobri. To potrjujejo tudi številke. V vseh teh letih se število tujih turistov povečuje.
To dokazujejo tudi lanski rekordni rezultati, saj je Slovenijo obiskalo 9% tujih turistov več kot leto prej, prav tako so turistični ponudniki zabeležili več tujih nočitev. Tema letošnje borze je bila tudi zgodba slovenskega turizma Slovenija, zelena, aktivna, zdrava, ki temelji na trajnostnem razvoju turizma. Borza se sicer vsako leto odvija v drugem kraju. Razlog? Zato, da obiskovalci, ki sem pripeljajo goste iz svoje domovine, spoznajo različne slovenske bisere. Organizatorji potovanj imajo priložnost poznati različne kraje v Sloveniji, različno ponudbo, produkte. Vsakokrat imamo tudi določeno temo. Vedeti moramo, da približno polovico imamo tujih organizatorjev, polovica je že takih, ki so bila z nami v prejšnjih letih. Pomembni so tako novi kot obstoječi, seveda. No in tema letošnje borze je Slovenija zelena, aktivna, zdrava. To je naše ključno sporočilo letos, tako da smo tujim organizatorjem potovanj zagotovili študijska potovanja. Ko so naši partnerji prepričani v kakovost storitev, v vsebino, v produktni portfelj, ki ga neka destinacija nudi, potem seveda to sami na svojem trgu lažje prodajo svojim kupcem. S tem nam seveda pomagajo in polnijo naše kapacitete. Tako so imeli možnost spoznati različne poti regijske znamenitosti. Slovenija je namreč zanimiva ravno zaradi tega, ker ponuja paleto turističnih produktov za razliko od nekaterih držav, ko ponujajo na primer samo sonce, morje. Tako da je naše trženje tudi iz tega vidika zelo kompleksno. Potrebno je pogledati vsak produkt zase, ga predstaviti, narediti strategijo zanj, predstaviti produkte določenim ciljnim skupinam na določen način. In če tujega organizatorja potovanj odpelješ na destinacijo, ga tako lažje prepričaš, da bo sem pripeljal svoje stranke, menijo v Slovenski turistični organizaciji. Tu gre za dvojni učinek, seznanijo se s ponudniki in pogoji na eni strani, na drugi strani na samem terenu potem preverijo ponudbo in ponavadi so njihovi občutki dobri, so presenečeni, zadovoljni. In so bili, tako tisti, ki so Slovenijo obiskali prvič, kot tudi tisti, ki se sem vračajo že vrsto let. I find Slovenia very green, a very beautiful country, and I think the country with one of the best development because we are young people, and I see starting from 5 or 6 years ago a very great development of tourism. It's the 5th time I come here to the SIU Slovenian Incoming Workshop. And it's a real pleasure every year to discover new places, new hotels, because Slovenia market is really one that is going up in Belgium also, and it's a market that is really lively. Every year I discover new hotels. People are really working on different types of hotels also, from the modern to the very typical Slovenian houses. First of all, I came here by chance because I saw that they have a trade fair here, so I told it's a new destination for the Arabic peoples, and it will be very nice to see this country because it's close to a different country like Swiss, Austria, which is a lot of Arabic people, they're going there. So I told it's a very good chance to see it. Italian loves Slovenia from long times because you were the way to play casino, where in Italy it wasn't impossible to have cheaper prices for the seaside hotels when Italy prices were highest. It's a combination of nature, culture, and most of all, I like the friendliness of the inhabitants of Slovenia. Most of the time they travel around, so what they like is that it has a big diversity here in the country, from the coast to the mountains, to the lakes, to the caves, the vineyards also, because the Belgian people are really into food and wine, so it's an ideal
destination for our clients. What I find here is Slovenia is really green and really unique, and I think there is no difference between Slovenia and any other around countries. It can give a lot of customers what they need from beauty, natural beauty, mountains, green hill, and a lot of sports and activity which is they cannot find it in their home country. And also what I love here is the peoples. They are very friendly. They treat you like you are one of them, and this is not a lot in European countries. In ravno na podlagi takšnih izkušenj tujih organizatorjev potovanj si Slovenija lahko obeta še več tujih turistov. Je pa po lanskem rekordnem letu težko pričakovati, da se bodo letos številke ponovile ali celo povečale. Dejansko v Evropi napovedujejo nekoliko nižje rasti, kot smo jih bili morda vajeni v preteklosti. Bodo turisti še vedno potovali, vendar nekoliko z manjšo rastjo se bo to dogajalo v letos in tudi prihodnjih letih. Na svetovni ravni napovedujejo 2 do 4 odstotno rast mednarodnega prometa, za Evropo napovedujejo celo stagnacijo, tako da za Slovenijo nekako pričakujemo 2 do 4 odstotno rast tujih turistov letos. Pri prepoznavnosti in zapomljivosti slovenske dežele veliko vlogo igra tudi slogan ali blagovna znamka slovenskega turizma in Slovenije nasploh, I feel Slovenija. Mislim, da se vedno bolj uveljavlja in tudi odzivi tujih partnerjev so izjemno pozitivni, kajti slogan je preprost. Mi se tudi trudimo, da ga zelo intenzivno in usklajeno komuniciramo. Dejansko je prisoten v vseh naših orodjih, zelo sistematično, in si tudi prizadevamo, da bi se uveljavil na drugih sektorjih, na področju športa, gospodarstva, kulture, kajti iz tega naslova lahko dosežemo res velike promocijske učinke in tukaj je še velika priložnost Slovenije. Močnejša kot je znamka, lažje je trženje ne samo v turizmu, ampak nasploh v gospodarstvu. Hkrati pa to krepi ugled Slovenije, pravi Pakova, ki priložnost za nadaljnji razvoj slovenskega turizma vidi povsod. Priložnosti so v oblikovanju produktov visoke dodane vrednosti, takih produktov, ki temeljijo na trajnostnem konceptu, takih produktov, ki bodo dejansko zadovoljili oziroma presegli pričakovanja turistov, ko bodo prišli v Slovenijo, takih, ki temeljijo na avtentičnosti, individualnosti, na lokalnem karakterju. Prepričani smo, da je trajnostni turizem tisti pravi, ki zagotavlja konkurenčnost na dolgi rok. Hkrati so tudi priložnosti še v večji prisotnosti na tujih trgih, torej v ureditvi infrastrukture na drugih področjih. Slovenija ima precej raznovrstno ponudbo, v številnih krajih pa jo še nadgrajujejo. Ponekod so šele na začetku turistične poti, spet drugje nove produkte oblikujejo zato, ker turisti danes zahtevajo vedno več in vedno kaj novega. Vse to pa želijo doživeti v čim krajšem času. V občini Ivančna Gorica veliko stavijo na turizem. Tako so se lotili nove vidne podobe občine, ki je zaživela s turistično-informativnimi točkami. Svojo infotočko, ki naj bi turistom približala vse znamenitosti in posebnosti okoliša, je dobila tudi krajevna skupnost Šentvit pri Stični. Šentvit je starodavna dolenjska vasica in že ta dolga zgodovina marsikaj ponudi, se je praktično vsak košček zanimiv, govori o tem, kaj ta kraj kaže. Treba je povedati, da je Šentvit nastal že v času gradnje Stiškega samostana, še starejši je po vsej verjetno, kajti menihi, ki so gradili samostan v Stični, so tukaj bivali in od tukaj hodili na gradnjo. Kasneje je veljavo Šentvit izgubil, tudi zaradi Stične, predvsem pa zaradi bližnje Višnje gore, ki je prevzela tržne pravice Šentvida, pa vendarle se je Šentvit skozi zgodovino kot stara prafara ohranil. Danes je tukaj na osrednjem delu Šentvida še vedno cerkev Svetega Vida,
v originalu romanska cerkev, kasneje baročno predelana. Sicer pa ima Šentvid dve cerkve. V zaselku Sveti Rok stoji cerkvica Svetega Roka iz časa, ko so se ljudje tukajšnji priporočali Svetemu Roku proti kugi, zavetniku proti kugi, tako da je kraj prepleten s to kulturno in tudi naravno dediščino. Danes je Šentvid najbolj znan po taboru slovenskih pevskih zborov, na katerem se vsako leto sredi junija zbere več tisoč pevcev z vseh koncev Slovenije in tudi iz zamejstva. Prvič je zborovska glasba na taboru zadonela leta 1970. Tabor slovenskih pevskih zborov se je nekako začel z našim Tonetom Kozlevčarjem, našim slovenskim pevcem v slovenskem oktetu, in slovenski oktet je imel tam nekako tudi nastop, eni pravijo celo prvi tak nastop v tej sestavi, in Šentvidčani kot taki so sprejeli to in so rekli, razširimo to v teden slovenske kulture oziroma kulturni teden v Šentvidu. In en teden se je to dogajalo, veselo kultura, na kar se je pa potem razraslo to v vseslovenski tabor, kjer so ljudje, pevci povedali, da jih je veliko, da radi pojejo in da je kraj Šentvid kot nalašč za tisto mesto, kjer se bodo letno zbirali in zarajali skupaj, seveda izboljševali svoj program in slovensko pesem povzdignili na tisto mesto, ki tudi gre. Tako bo letos 16. in 17. junija potekal že 43. tabor slovenskih pevskih zborov. Kar veliko nihanj in vzponov je bilo, nič več ni tako, kot je bilo, bi nekdo rekel, pa lahko je še lepše. Kajti tradicija pomeni inercija, inercija pa ne pomeni, da se stvari samo ponavljajo, ampak da je treba vedno nekaj dodajati, da je treba pri programu in vse ostalem vedno novo dodati za sodobnost, za čas, ki ga ta trenutek živimo. In ta pesem ni nič nekaj tistega izpred let, da, tradicionalna, ampak organizacija pa vedno nova in vedno novi pevci prihajajo, vedno nove skupine. Zdaj seveda ni več pesem tako na široko v zborih, članstvo v zborih je manjše, nič več nimamo sindikalnih zborov, pevskih zborov, in mnoge stvari so se nam v teh letih spremenile, ampak jaz mislim spremenile samo na bolje. Tabor vsako leto poteka pri šentviški osnovni šoli, ki je imenovana po znanem slovenskem slikarju Ferdu Veselu. Namreč Vesel je živel na bližnjem gradu Grumlov, tam ustvarjal in tudi dal svoj pečat temu kraju. Kultura je zagotovo tukaj doma, o tem pričajo številna kulturna društva, ki delujejo v kraju in skrbijo tako za peto pesem, za folkloro, za likovno ustvarjanje in še bi lahko naštevali. Tradicionalne prireditve, ki jih prireja kraj, so tudi prireditve planinskega društva z Lavričevim tekom, Lavričevim pohodom na Gradišču, na tej priljubljeni točki nad Šentvidom, prava planinska postojanka je to. Potem so tukaj še prireditve avtomota društva, torej prireditve v motokrosu, ki ima tudi zelo dolgo tradicijo v Šentvidu, pa tukaj je tudi letalski klub s svojimi prireditvami. Skratka, številna društva skrbijo za pestro življenje tega kraja. Ne smemo pa pozabiti tudi naših ljubiteljev konj, ki vsako leto pripravijo blagoslov konj na Štefanovo. Posebno šentviške krajevne skupnosti je tudi letalski klub, ki v kraju deluje že 18 let, 16 let pa ima tudi uradno licenco. Od takrat deluje v okviru kluba tudi letalska šola. Začetka je bilo ustanoviteljev tam okrog 30, pol čez 2 leti je bilo že 60 članov, a zdaj jih je že čez 90. Imamo tudi 2 pilotke, 2 članice, tako da je toplo priporočena še kakšna, a ne? Lahko kakšna stevardesa. Člani prihajajo kar, lahko rečem, iz velikega spektra Slovenije, iz Gorenjske, iz Dolenjske, seveda tudi tam iz sredine, pač Zasavja, imamo zagorske člane, tudi iz litijskega konca, sredina Slovenije, pač Srčje. Mislim, da z mariborskega glih ni, upam, da me ne bo kjer za beseda toliko, ampak v bistvu kar širokega spektra, z Primorske tudi nimamo tako prav članov tukaj noter.
ampak so kar zainteresirani, z Gorenjske sploh. Tukaj je ljubljanska okolica, Šentvid, pa pol Ivančna, pa tam česa. Imamo tudi profesionalne pilote, ki se ukvarjajo tudi s profesionalno aviacijo. Tako da to so pol inštruktorji. Inštruktorji so tudi tisti, ki imajo samo pač privatno licenco za športnega pilota, private pilot license, temu rečejo. Veliko članov kluba ima svoje letala, sam klub pa ima v lasti 2. To je ta letalo, Robin se reče, čisto po praviloma DR400, to je francosko letalo. Ta je prav last kluba in pa jadralno letalo, ki ga vidite tam na strehi, ki je tudi tale letalo sposobno njega vleči na določeno višino, da potem jadra. V letalskem klubu Šentvid pripravljajo panoramske lete za turiste, vse potrebne podatke pa lahko zainteresirani najdejo na njihovi spletni strani. Lahko letite 15 minut, lahko pol ure, 45 minut, 1 uro ali pa 10 ur. Tako da seveda z določenimi pristanki za tankanje. Brez tega ne gre. Predvsem za pohodnike pa je priljubljena točka 519 metrov visoko gradišče z Lavričevo kočo. Stoji tukaj že od 1960. leta. V bistvu planici smo jo po 10 letih pol obnove odprli za pohodnike, za planince v temu koncu. Je tudi v razširjeni slovenski transverzali kot obvezna točka. No, jaz mislim, da prihajajo na to lepo točko iz vseh strani, največ iz Šentvida, Stične, iz Ivančne Gorice, pa tudi od drugod po Sloveniji. Tudi že od zunaj, recimo, smo imeli obiskovalce in te stvari. Počasi se razvijamo, nekaj prezidavamo, obnavljamo, tako da jaz mislimo, da bomo v parih letih res odprli eno lepo točko. Že zdaj je tako narejen. V Skali so uredili tudi novo vinsko klet, ki jo še dopolnjujejo. Mislimo, da bo enkrat tudi v kakšnem letu 40 najboljših vinarjev Slovenije tukaj razstavljali svoje vino, v bistvu tako ne. Sicer pa do Lavričeve koče vodijo 3 poti, iz Šentvida, iz Ivančne Gorice in iz Stične. Imamo pa tudi našo Lavričevo pot, ki je krožna pot, ki povezuje vse te hribe tukaj za nami, od Pristave, Debeč, Felečkega vrha in tudi na Litijsko stran. Na gradišču si lahko obiskovalci ogledajo tudi cerkev svetega Nikolaja. Je pa stara 1250 leta, je prvič omenjena. Je izredno lepa, boste videli tudi notranjost. V bistvu pa bila je 400 let bila izredno močna božja pot za zdravje otroka Antona Padovanskega, kar se vidi tudi, boste videli iz oltarja pa te stvari. Obnavljali smo jo s parani podružnične cerkve, v bistvu zdaj je kakor že kar urejena, vse. Ljudje pa, jaz pravim, treba je pogledati na to točko in bomo videli, boste videli, da se res splača, lep razgled je, pa tudi v koči se da kaj dobiti za pojesti, kaj za popiti, za okrepčilo in te stvari. Na občini Ivančna Gorica na področju turizma stavijo predvsem na pridne in delovne ljudi, ki jim ni vseeno, kakšna bo prihodnost njihovega kraja, poudarja župan. Šentvid je le prafara in še prej, ko je krščanstvo drugod bilo še čisto v zametkih, je v Šentvid pri Stični bil eden izmed trdnih temeljev in seveda v tem smislu lahko ta center Šentvida tudi oživimo. Na to imamo načrte z motocross parkom, tukaj s prizadevnimi člani AMD Šentvid pri Stični. Se že vrsto let odvijajo razna motocross tekmovanja, sedaj pa skupaj z njimi načrtujemo še kakšen korak naprej, tako da bi se tukaj lahko prirejale tudi prireditve na še višjem nivoju, kot se že prirejajo, pa tudi kakšne druge vrste prireditev v smislu mototurizma. Šentviška infotočka je torej ena izmed 12, ki stojijo v večjih krajevnih središčih Ivanške občine in je del destinacijske znamke Prijetno domače. Živi za njo hrebeni, njo le njo bo ljubil vekomaj.